En lep dober večer vsem, dobrodošli na Goriškem večeru, ki je, kot veste, kot ponavadi, pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Tudi nocoj vas vabim, da se včlanite v to združenje, seveda tisti, ki še niste, kajti to združenje se bori za pravičnost in enake možnosti za vse. Nocojšnji gost pa je gospod Edvard Kadič. Dobrodošel, gospod Edvard, na trg Edvarda Kardelja, tukaj je namreč ta dvorana, ob Kidričevi ulici, imamo Kidričev spomenik tukaj zadaj in na Sobotinu napis Tito, torej dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Torej, mi poznamo gospoda Kadiča iz pogovorov po televiziji, vodi portal 24, oddaja Direkt, no in zdaj še pri nas na Goriškem večeru. Spoznali bomo njegove poglede na sodobno, na sedanjost, na družbo in politiko, tako da bomo videli tekom pogovora, ki ga bo vodil Marko Lazar. Lep večer. Dober večer in dobrodošli, gospod Edvard Kadič. Hvala lepa za povabilo še enkrat. Ja, lepo zdrav vsem skupaj, lepo vas je spet videti tukaj na tem Goriškem večeru. Kot je že predstavila našega današnjega gosta Vanda, gre za osebo, ki jo vsi dobro poznamo iz medijev, sicer pa je tudi strokovnjak za komuniciranje. Pa bi morda začeli kar žalostno zadevo, namreč vemo, v ponedeljek nas je zapustil papež Frančišek, 12 let je trajal njegov pontifikat, začel je svoje papeževanje, predvsem zelo skromno oziroma veliko je dal na to, da se približa tem najrevnejšim oziroma da se približa tistim, ki so nekako najbolj zapostavljeni v naši družbi. Vemo, bilo je tudi kar precej kritik na njegovo delo, ne nazadnje tudi iz cerkvenih krogov. Kako vi gledate na njegovo 12-letno delo? Ja, jaz moram priznati, da sem bil večkrat majčkeno jezen nanj, predvsem, kadar smo spremljali različne, dajmo reči, kar eskapade raznih migrantov in različne zgodbe o poboju kristjanov po svetu. In moram priznati, no, da v mojih očeh je bila prva misel, ko je umrl, seveda ob vsem tem, kar pristoji pač vsem umrlim, da bi mogoče lahko naredil več na tem področju, predvsem v smislu, da bi se mogoče lahko bolj nekako, kako bi rekel, postavil na stran kristjanov. Vendar pa potem dlje časa, ko človek razmišlja, to, kar bom zdaj povedal, pa ne bo toliko lepo v tem smislu. Hočem reči, da dlje časa, ko človek potem razmišlja, ko zdaj minevajo ti dnevi po smrti, gre v resnici na neki točki za, po mojem mnenju, za razmislek o tem, ali nam država pa sistem sploh deluje. Ker sama ideja, da mi sprejmemo nekoga, ki je v stiski, recimo v tem primeru konkretno, ko govorimo recimo o beguncih, ali pa mogoče ne toliko o beguncih, ampak lahko širši pojem uporabimo migrantje. In vsi te pozivi k sprejemanju ljudi v stiski, pač ljudje, ki pridejo v Evropo pustimo zdaj recimo razloge, zakaj so prišli, ampak ta krščanska, v bistvu, tu se pravi kot dobri kristjani, da se sprejema ljudi v stiski, do tukaj zadeva se mi zdijo samoumevne. Nekoliko slabše, nekoliko manj samoumevno pa je, ko vi, to se pravi, dodate nazivu migrant, ilegalni migrant.
Ilegalni migrant, zdaj meni ne kraj pamet ne pade, da bi šel v Maroko, Alžirijo ali pa ne vem, v Palestino ali kamorkoli, kar čez njivo pa čez potok, ne, da pridem tja in potem, ko pridem tja, pa zahtevam ne vem kakšne pravice in vse to. Ne. Vendar se mi zdi, da nam je papež Frančišek tako nekako nastavil vsem majčkeno gledalo, no, da se lahko majčkeno zamislimo nad tem, mogoče ne toliko v smislu tega, tako kot sem jaz zastavil, se postavil na to stran ali na drugo stran, ker v končni fazi je ta svet od nas vseh. Vendar pa, ko pridejo ljudje, ki pa ne spoštujejo lokalnih običajev, staro dobro pravilo vseh turistov je, ko prideš to se pravi vseh popotnikov, ne samo turistov, ko prideš v nek novi kraj, pač najmanj, kar se pričakuje, to, da se prilagodiš običajem, šegam, pravilom in tako naprej v tistem kraju, kamor si prišel. In če zdaj vzamem recimo prav te ilegalne migracije, zdaj zakaj pa potem hodiš sem, če bi rad zdaj spremenil ta kraj praktično v enak šmoren, od koder si želel uideti. To se pravi, da nekaj v samem temelju nekaj ni v redu. Zdaj, ali nekdo laže, da je prišel v boljši svet, je v resnici prišel spreminjati ta svet, ali pa pač nečesa ne razumemo. No, ampak končna instanca je pa veliko bolj grozljiva za vse nas, da se lahko upravičeno vprašamo, ali nam ta sistem deluje. Ker v končni fazi, če nekdo pride v nov svet in ga tam dosledno obravnavajo enako, kot obravnavajo se ostale, po domače povedano, če je nekdo vdrl nekomu v, ne vem, trgovino ali pa v hišo, da je enako obravnavan kot tisti, ki je v lokalnem okolju, potem lahko rečemo, da sistem deluje. Če pa temu ni tako, potem pa imamo vsi skupaj resno težavo in mislim, da so pogosto precej upravičeni pomisleki v tem smislu, da mogoče se celo načrtno odvijajo določeni tokovi in nas hkrati z vsem tem, kar sva začela s Frančiškom, poskušajo nagovoriti, da je mogoče potrebno tudi razmišljati o kakšnih novih pristopih, o drugačnem organiziranju za nek drugačen jutri. Ker recimo ta trenutek jaz ocenjujem, da jaz recimo lahko strinjam z papežem Frančiškom v svojih nagovorih o muslimanih, o tem, da je več vse skupaj en Bog in tako naprej. Vendar pa obstaja realna nevarnost, v bistvu, katero ne vem, zakaj ne bi smeli ljudje na glas govoriti. Islam za razliko od krščanstva ne ločuje države pa cerkve, kar pomeni, da ko bo kritična masa dovolj narasla, bo prišlo tako, kot je Sokrat napovedal, da tirani na demokratičnih volitvah zamenjajo oblast, da potem to oblast ukinejo, ko enkrat vladajo. In to pa so realni izzivi našega jutrišnjega dne. Ko bo kritična masa presegla, kaj se bo dogajalo naprej. Zato sem jaz izšel iz tega razmisleka, da je bila moja prva reakcija, da bi lahko mogoče naredil več. Dlje časa, ko o tem razmišljam, je pa v bistvu prav s tem svojim delovanjem, ki je bil skozi moje oči nekoliko bolj progresiven. Ta trenutek se mi zdi cerkev pred velikim izzivom. Jaz nisem, kako bi rekel, notranji človek cerkve, da bi lahko bolj sodil v tem, ampak je pred velikim izzivom. Ali bo šla cerkev po tej progresivni liniji naprej, ali pa bo šla nekoliko korak nazaj po tej nekoliko bolj konzervativni liniji, katero se pravzaprav napoveduje. Ta trenutek je kar nekaj teh kandidatov, ki so precej bolj trdih in ostrih stališč, kot je bil recimo ona. Tako da bo verjetno ta razvoj dogodkov naprej zelo zanimiv. Tako da se mi zdi, da dlje časa, ko ima človek nekako za to kontemplacijo, ko to opazuje od daleč, jaz seveda ta svet, katerega je nagovarjal, to se pravi ta, kako bi rekel, cerkveno občestvo, nekoliko bolj spremljam zgolj kot, bom rekel, vernik, ne interno. Je bila moja prva misel dejansko to, da bi lahko mogoče bilo pa tudi več narejeno v tem smislu, da bi se zaščitile neke
to se pravi nekaj, kar je doma na tem delu sveta v tem trenutku. Nekako ste že povedali, kaj si lahko oziroma kaj lahko pričakujemo, ali na eni strani kontinuiteto papeža Frančiška ali morda neko spremembo, morda tudi celo radikalno. Jutri je pogreb, čez 9 dni se začnejo konklave. Kaj menite? Vemo, nekaj je favoritov, ampak favoriti vedno niso izvoljeni. To se je nenazadnje zgodilo tudi z Bergoglijom ali pa recimo prej tudi z Wojtylo. Kaj vi mislite, kaj se bo v bistvu zgodilo, kakšno nasledstvo lahko pričakujemo oziroma kdo bo po vašem mnenju 267. papež? No, jaz mislim, da bo cerkev šla nekoliko bolj v konzervativne vode. Da je ta pritisk, ali pa deva reči tako nekoliko bolj to nezadovoljstvo, ki se tako ali drugače je tudi opazno v tem, to se pravi v našem zahodnem delu sveta. A veste, pogosto, ko razmišljam recimo v Ameriki, razmišljam o tem, kako je Trump to, Trump tisto, Trump tretje, ampak kdorkoli je nekoliko bližje politiki, hitro ugotovi, da en Trump ali pa en Janša ali pa en Janković ali pa tako naprej ne spravi kaj dosti skupaj, če nima neke resne ekipe, če nima nekih ljudi okrog sebe. In če tisti, ki menijo, da so pri vseh teh tokovih, da je tudi ta, kako bi rekel, cerkveni del. Recimo konkretno, evo, če se tega dotaknem, recimo jaz zelo pogrešam, ampak to pa res zelo pogrešam in tudi javno to povem, nekoliko bolj aktivno vlogo slovenske cerkve pri teh naših procesih. Veste, včasih se nekoliko pošalimo, ko rečemo, da imamo nekoliko sreče, da so med nami pa Srbi, da so Hrvati vmes. Ampak če vi dobro pogledate, kaj je na Hrvaškem. Na Hrvaškem je cerkev pravzaprav v prvih bojnih linijah, kar se tiče v bistvu obrambe nacionalnih vrednot, to se pravi te, dajmo reči, akumulacije nekako te narodne zavesti. In jaz priznam, da to v Sloveniji pa vse nekoliko pogrešam in zato sem začel govoriti recimo o Trumpu. Trump je s to svojo politiko, ki je pač seveda zdaj republikansko in tako naprej, ampak je tudi v ozadju, so enake ideje okrog te zaščite pravzaprav nekega načina življenja. In jaz zato upam, seveda jaz kot sestavni del evropske misli, imam nekoliko bolj v ospredju Evropo. To se pravi ta okoliš, kjer smo, ampak ko vi vidite, kaj se dogaja praktično zanimivo, da več ali manj povsod tam, kjer so muslimani, so konflikti. In da kristjani tako z lahkoto takrat, ko potegnemo, verjetno in tudi kliče na dolgi rok po nekakšni spremembi, zato sem nekoliko bolj na tem, da mogoče celo majčkeno upam, da bi prišel nekoliko bolj konzervativni papež, ob tem, da seveda ves čas dopušča možnost, da tudi nisem razumel dobro vsega tega, kar je obstoječi papež pač počel, ker je moj pogled pa moja predstava o razvoju dogodkov lahko tudi, mislim, zagotovo omejena. Se bomo preselili na slovensko področje, v naše vode. Vemo, včeraj je bil 24. april, natanko 3 leta od zadnjih državnozborskih volitev, ko je prepričljivo zmagala stranka Gibanje Svoboda. Predvčerajšnjem je bila interpelacija zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi izrečenih laži, namreč interpelacijo je predlagala največja opozicijska stranka SDS, šlo je seveda za tako imenovano laž na račun reforme, pokojninske reforme iz leta 2012, ko je vlado vodil Janez Janša. Spet smo spremljali nekako 2 struji, kot da ne govorimo o istih zadevah. Pravega odgovora nismo dobili, tudi opravičila, če se ne motim, ne vse, kar sem jaz spremljal.
Kako ste vi videli vse skupaj in ključno vprašanje, ali bo ta vlada vzdržala do konca mandata ali lahko vendarle pride do predčasnih volitev? Torej najprej, da začnem od zadaj, da ne bom pozabil v bistvu na koncu odgovoriti na to. No, jaz mislim, da bo jesen en tak resen preizkusni kamen. Prvi preizkusni kamen bo 11. maja. Jaz verjamem, da bomo šli mi vsi na ta referendum, ne? In tudi vsi upam, da glasovali pač proti v tem trenutku, ker je ta referendum v bistvu ima seveda za seboj potegne tudi nekakšno aktivacijsko silo, da se pošlje neko resno sporočilo, da stvari ne grejo v pravo smer v tem trenutku. Ne? Druga stvar pa je, zdaj, če se vrnem v leto 2022, jaz sem pač nekako že takrat sodeloval z, to se pravi, ali pa dajmo reči deloval, no, v tej desni sferi, kjer sem se zelo zavzemal v bistvu za to in sem bil tudi zelo razočaran, moram priznati, tisto nedeljo, ko so prišle prve resne številke, to je bilo ob 3 popoldne, in ko te številke so kazale v bistvu na slab rezultat. No, jaz moram priznati, da sem bil v tistem trenutku, kljub temu, da sem rad optimističen, kar precej potrt, ker enostavno sem težko verjel, da so ljudje s tako lahkoto kupili te puhlice, katere smo bili deležni. In potem, ko so bili rezultati razglašeni, jaz moram reči, da sem kar, ne bom skrival tega, tudi po 3 letih v bistvu bil, dajmo reči, zelo, zelo negativno presenečen. Ne? Analitiki ali pa komentatorji radi rečemo, ja, veste, saj smo mi to majčkeno računali in tako naprej, no jaz nisem računal. Ne? Jaz sem dopuščal možnost, da bi lahko prišlo tudi do poraza, zagotovo pa ne, da bi prišlo do poraza na takšen. To se pravi s tako veliko razliko. Tako da je pa res, da sem pa jaz eden redkih, ki je že praktično takrat praktično 14 dni po volitvah, smo imeli neko oddajo, saj verjamem, da ste tudi spremljali, to se pravi Ura moči na Planetu TV, kjer sem jaz to javno na glas povedal, da imamo pred seboj človeka, ki bo verjetno najbolj zaničevana in osovražena figura, to se pravi te osamosvojene Slovenije, ne, to se pravi v tem političnem obdobju. Pa so me več ali manj precej spraševali, kako pa to, zakaj to, ne? Ampak bom rekel, tako kot kmet vidi na njivi po 30 letih, ali bo letošnja letina takšna, ali bo majhen drugačna, ne? Tako pač tisti, ki se ukvarjamo s tem javnim nastopom in tako naprej, precej hitro vidiš, kdo je blefer, pa kdo ima neko vsebino. Ne? In je ta levi politični pol zame nasplošno, no, ko smo ravno na tem, bom rekel, komunikacijskem področju tudi recimo, ne, je nasplošno bistvena razlika med levim pa desnim polom v tem, da levi stavi na formo, desni pa na vsebino. To se pravi, da ljudje na desnem polu razmišljamo o tem, da bi mogla, to se pravi, resnica in dobra vsebina in dobri programi in tako naprej kar naravno zmagati. Na levi pa pravijo, da brigate in vsebine in resnica vse skupaj, važno je, kako boš to povedal. In dobili smo eno skrajno različico tega pristopa, kar nam trenutno vlada. Ne? Mi danes ne govorimo o medijih kot o 4. veji oblasti, katera naj bi nadzorovala ostale 3. Mi govorimo o 4. veji oblasti, ki je sestavni del aktualne oblasti. To se pravi, mi več tega ne ločujemo, to je sestavni del. Mi radi v svojih nagovorih uporabljamo izraz, to se pravi mainstream mediji, MSM mediji. Ne? Ampak predvsem glede na doseg, mogoče tukaj velja samo še dodati, pa tudi glede na financiranje. Ker recimo naše podjetje, katerega tudi jaz vodim, ne, je pač lastnik, to se pravi Gea TV, pa Portal 24, pa Senior 24, pa Biznis 24, pa pač imamo neko tako malo družino medijev, ne,
Ampak tudi en evro ne pride iz državnih sredstev. In zdaj, ko smo gledali razpis, to se pravi dobitnike tega novega medijskega razdelitve kolača, je pač, glejte, razen to, da sem prebral te prva 2 stavka in potem ugasnil vse skupaj, ker to se pravi, ta bes, ki človeka popade znotraj, ti enostavno na neki točki rečeš, ne bom si mazal svojih misli z takšnimi stvarmi in sem nehal brati. Ampak hočem vam reči, dokler ljudje s tako lahkoto kupujejo to formo, to se pravi to, da nekdo pride lepo oblečen, lepo nasmejan, da zna povedati, na področju javnega nastopanja obstajajo recimo tako imenovane močne besede, katere je nujno uporabiti, če hočeš narediti močen vtis. To pomeni, sem prepričan, jaz verjamem in tako naprej. Če dobro poslušate, boste ugotovili, da pri Golobu je stavek sestavljen iz 80% teh tako imenovanih močnih besed. S tujko rečemo power words. In je to se pravi, to je eno tako odlično izhodišče, če želiš narediti vtis na ljudi, katere boš prvič in zadnjič videl v življenju. Če pa delaš vtis na ljudi, s katerimi ti živiš, pa s katerimi, to se pravi, bivaš na daljše časovno obdobje, bo pa to nujno sledilo v razgaljanju in se zdaj že počasi dogaja, s to interpelacijo se je točno to zgodilo, da poveš naravnost, da nekdo laže. Veste, mi imamo vsi, kot ljudje, imamo vgrajeno iskanje lepote. Lepota nas privlači, grdota nas odbija. In sestavni del lepote je pa pravzaprav Jezus veliko o tem govoril. Ko ti govoriš resnico, naravno razgaljaš lepoto sveta. Kar pomeni, da nas resnica naravno osvobaja, to se pravi, da nas vleče ta lepota čistosti resnice k sebi. In zdaj mislim, da je bil to prvi tak moment, je bil prav s to interpelacijo, kjer se je lepo videlo na eni strani, to se pravi desni pol predlagatelji interpelacije, so govorili o resnici, o vsebini, o tem, da je pravzaprav skoraj nemogoče, kako se ta država vodi. Na drugi strani pa dobesedno, kot da je vzporedni svet. Enostavno po svoje in poslušamo, ne samo to, da poslušamo, kako se upravičujem na tem izrazu, ampak kot rečejo na jugu, to se pravi na Balkanu, samo što nije. Vsak čas bo 2000 stanovanj, 3000 stanovanj, in potem pride famozni odgovor, kje boste pa imeli denar? Ja, z zakonom ga bomo uredili. Pač jaz sem podjetnik celo življenje in če bi mene vprašali, bi rekel, bi začel razmišljati, kje ga bomo zaslužili. Če si ti elektrotajkun, je samo vprašanje, z katere proračunske postavke ga boš preselil. Je tako. Je to naravni način delovanja. In tako upravljanje z državo, slej ko prej vodi v to, da je vedno vse, da je dražje. Kdaj ste pa nazadnje slišali pri poročilih, recimo, se bi se verjetno, če nihče drug, bi se RTV bi na vse bobne in zvonove obesili, če bi se nekaj na področju davkov sprostili. A ste slišali v zadnjih 3 letih? Da bi rekli, ta davek smo dali pa stran, tega pa ne boste več plačevali. Ali pa, ne vem, karkoli. Ne, vse, kar poslušamo, je samo še obremenitev ta. In ne glede na vsa opozorila, ki prihajajo iz, to se pravi, Evrope, o težavah, in te težave so tako ali drugače razvite na podlagi lastnih politik v Evropi, tako imenovanega zelenih zgodb in tako naprej. Jaz sem prebral, mislim, da 2 dni nazaj sem prebral, da Nemčija vlaga približno 600.000 evrov na eno vetrnico. Dopuščam, da sem kaj narobe prebral,
Ampak da je ta trenutek denar, ki se vlaga, to se pravi, tako zgubo dela ta zgodba z vetrnicami, da je to praktično nam, ki še vedno nekako mislimo, da je pravi razvoj v to smer, je skoraj nepredstavljiva. Ne? Medtem, ko je Evropa zapira elektrarne, ne vem kaj, Kitajska vsak dan odpre vsaj eno termoelektrarno. Ne? In zdaj nov predlog, ki ga mora vlada, ki ga hoče aplicirati, je v tem, da bojo te emisijske kupone, kam ben ne ve, kaj se z njimi pravzaprav resno dogaja, da bojo še povečali to dajato, ki pride ven iz teh kuponov. Tako da ta interpelacija v bistvu ni imela namena, da bi se vlada zrušila, ker je ta trenutek nemogoče jo zrušati, niti nobenih resnih sklepov ni bilo. Iz tega gre pa za en dodaten moment, da ljudje, kakorkoli že to obračate, da ljudje o tem razmišljamo. Da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Nekaj enostavno ni in je v bistvu že sam ta pojem, ko rečemo, da nekaj ni, je srhljiv sam po sebi. Da se veste, ljudje se bojimo v bistvu neznanga. Ne? In že to, da nam ni jasno, kaj v bistvu, kje se bo to končalo, da peščica, neka ozka peščica ljudi tako obvladuje neko dvomilijonsko vas, če hočete, je naravno srhljivo. No? Tako da, jaz ne vem, če sem čisto v celoti odgovoril, ali sem se zdaj malo razgovoril. Če sem prav razumel, ne pričakujete predčasnih volitev? Ja, dajva tako reči, jaz bi rekel tako 70-30. Možnost je, ker tako kot obstaja možnost, da jutri Golob pride pred televizijo, to se pravi pred kamero in oznani, da bomo vsak čas Istro preklopili pa ne vem, osvojili Sicilijo, tako je tudi možnost, da jutri stopi pred kamero in reče, jaz grem. Ker je moja Tina Gaber rekla, da pač ima dosti tega. Ne? To se pravi, se strinjam, da psihološki profil, to, kar je do zdaj pokazal, kaže na to, da ga bo treba z lopato, pa ne vem še s čim spraviti ven iz Gregorčičeve. Ne? To se strinjam, ampak je pa res, da tak psihološki profil nakazuje tudi na to, da nekega jutra, jaz sem napisal en kolumn, da bo nekega jutra razočaran nad kislostjo svojega smudija, ki ga bo spil in bo rekel, jaz imam dost. Tako da samo to je zame ena od možnosti, da bi jeseni lahko se kaj zgodilo, ne? Ampak veste, jaz sem to v eni od oddaj omenil, ne? Vi, ko razmišljate o predčasnih volitvah, morate v enačbo upoštevati, da se menja ta trenutek 5 ustavnih sodnikov. In ustavno sodišče je temelj pravzaprav tega primeža, dobesedno primeža neke klike. Pa ne bom razpravljal ne o komunistih, ne o ne vem čem, ampak to gre za neko kliko nekih tranzicijskih privatizerjev in na drugi strani nekih ideologov, ki poskušajo transformirati komunizem v nekaj novega. Mi smo priča 2 tokovom, ki se ta trenutek združujejo pod Golobovo vlado. Na eni strani imate ideološki boj, od to, kar smo se prej tamle pogovarjali pred začetkom okrog Jankovića, pa njegovih nastopov tukaj, ne, pa do, to se pravi, napada na to se pravi, recimo, tele, kaj so te, zaslužne pokojnine, ne, pa tako naprej, ne. Vse veste, prva poteza, v bistvu ljudje pogosto rečemo, ne, da prva poteza te vlade je bila, da je ukinila, to se pravi, muzej slovenske osamosvojitve. Ja. Ampak v resnici ni bila. Ne? A veste, kaj je bila prva poteza te vlade? Prva poteza te vlade je bilo sestavljanje spiskov ljudi, ki so bili zaposleni v času prejšnje vlade. Ne? To se pravi, gre še za veliko bolj brutalno potezo. Ukinitev tega muzeja je samo simbolno dejanje.
Predtem ste imeli pa sestavljanje spiskov za likvidacijo. Res, da mi to leta 2022 zapakiramo v neke PR-ovske floskule, kako gre za nek pregled, ne vem kaj. Leta 1945 se to ni zapakiralo take floskule, ampak so bili tiho, pa leta 1948 počistili. Tako da in mi smo ujeti v resnici na eni strani v ideološki boj, ki poteka za ohranitev privilegijev, to se pravi, veste, ko vi govorite o komunizmu, pa ko ljudje radi postavljajo v opozicijo z monarhijo, ni razlike. Vi med komunističnimi veljaki pa med kraljevimi družinami ni razlike. V komunizmu se jim reče generalni sekretar, v monarhiji pa kralj. Ne? In tisti, ki smo več nekoliko vseeno starejši, se še zelo dobro spomnim, kako je imela JNA svoje trgovine, pa tako naprej. To se pravi, cela kasta je bila ločena v bistvu od tega, kako bi rekel, povprečnega življenja ostalih državljanov. In to je potrebno ohraniti. To je potrebno na eni strani ohraniti, na drugi strani pa vzgajati to ideološko podstat, zato da stvari lahko nekako tečejo naprej. Ne? In več ali manj je na nas, ki smo nekoliko bolj javno izpostavljeni, pravzaprav naloga, da na to opozarjamo. Da na to opozarjamo in da nismo tiho. Ne? Jaz dobim čuda različnih mailov, sporočil in tako naprej. Ne? Ja, kdaj boste pa šli, ne vem, na trg, pa ne vem kaj. Ne? Ja, pa kaj še hočete? Ne? Vlačijo me po vseh možnih cajtengih. Zmerjajo me, da ne rečem s čem. Ne? In jaz še zmeri snimam svoje oddaje, še zmeri hodim v bistvu v javnost tam, ker je treba povedati svoje. Ne? Če ne gremo vsi skupaj, ne bo nič iz tega. Ne? Veste, če nismo vsi skupaj pripravljeni stopiti skupaj, pa reči, da smo od tega, mi si zaslužimo vsi skupaj boljšo prihodnost. Ne? In zaradi tega ne smemo biti tiho. Ne? In zaradi tega je potrebno v bistvu biti nekako, dajmo reči, malo tako aktivističen v bistvu. Ne? Jaz ne zagovarjam nasilja, da se razumemo, ne? Ampak če ni malo tega aktivističnega naboja, ne? Če ni, veste, jaz sem zgrožen, res sem zgrožen, ko je ujma, ki je zadela Slovenijo in ljudje so dejansko, mislim, jaz si rečem, hvala Bogu, da jaz nisem bil v tistem trenutku oškodovan, ampak potem pa po 3 mesecih pride gospod tja, in mirno ljudje z njim rokujejo, objemajo in ne vem, kaj že vse počnejo. Pa pošelj ga v 3 lepe Marjetice, mislim, kaj čakaš? Ne? Koga? To, da mene, ali pa ne vem, da tam na Twitterju ali pa na Facebooku nekdo nekaj napiše, pa to ni dosti. Ne? Treba je jasno in glasno povedati, ne? Če je nekdo bedak, je bedak. Ne? Če pa nekdo v redu, pa treba tudi na glas povedati, da je v redu. Ne? Ne da dokler časa smo vsi v nekem sivem povprečju, je vse tako fino pa fajn, pa smo glasni in tako naprej, ampak treba je biti aktiven vsak trenutek. Ne? Tako da to se pravi, ko so razni shodi, srečanja, karkoli, da je človek zraven. Ne? Recimo meni je res se čudem včasih, recimo Janković ima tak pristop, da, ne vem, tam protestirajo in on se sprehaja med protestniki. Pa jaz se sprašujem, kako mu nekdo ne rukne samega kozarca vode vanga, da mu povejo, da ni dobrodošel. Ker če je dobrodošel, potem se ne vem, strinjate, ne? Ker zakaj, ne? Veste, v čem je hec, ne vam bo povedal na svojo izkušnjo, pa ne bom imenoval osebe, s katero sem govoril, je pa ena od zelo, zelo vidnih političnih, to se pravi politikov, no? In sem jaz po porazu na volitvah, sem jaz se pogovarjal, pa sem rekel, ja, mislim, rabiš kakšne jastrebe ali nekoga, da jasno in glasno pove,
veliko bolj aktivno in tako naprej. Ne? A veste, kaj sem dobil nazaj? Ja, veš, Edvard, ne? Mi nismo taki. Mi nismo taki, kot so oni. Iskreno vam povem, da sem ostal brez sape, sem razmišljal o tem veliko, ne? Še po 3 letih govorim o tem, ne? Očitno nisem še predelal tega šoka, ne? Ampak, gledajte, če nekdo vas na cesti skoči, ja, zdaj mislim to, da ti nisi tak, pa da jih fašaš v redu, ne? Ampak jaz pa nisem tak. Ne? Verjetno boste rekli, ne? Ko vas nekdo tretjič useka, zdaj pa dosti, ne? En lic, pa drug lic v redu, ne? Kaj pa tretji? Ne? In mi zdaj to kar nosimo s sabo, ta naboj, in po vsem tem, kar se dogaja, razen to, da se, gledajte, praktično ga ni. A veste, da je to zanimivo, da praktično ni v Sloveniji političnega analitika ali pa komentatorja, ki bi še slabo pel tej vladi. To se pravi, od tistih, ki smo zelo proti temu, ne, pa do tistih, ki so malo proti temu. Ne, razen, kot smo včasih rekli, kakšnega vaškega posebneža, ki išče svojo svetlobo pod soncem, ki je pred kakšno kamero, ampak praktično jih ni, ne. To se pravi, tudi največji podporniki te vlade so začeli samo zbirati lepe besede, kako ne plunti direktno potem. Ne? Tako da je to, ta fenomen je zelo zanimiv, ne? Ampak je ta pacifizacija v bistvu volilnega telesa je postala pa na trenutke že prav strašljiva, no? Moram priznati. No? Prejle ste omenili, kako je aktualna vlada v bistvu brez pravih argumentov, ampak zelo prepričljiva očitno. Na drugi strani so argumenti očitno premalo prepričljivi, da bi recimo širši krog volivcev in volivk prepričali. Postavlja se vprašanje, kot strokovnjaka za komunikacijo vas sprašujem, je potem takem ta leva, tako imenovana leva opcija v tem smislu boljša, torej zna bolje prepričevati, ali je tu kaj drugega? Bom poskušal to s prispodobo mogoče odgovoriti. Ne? A veste, vi ste lahko izjemno dober šofer, ampak če imate na razpolago, dajmo reči 15 let starega fičkota ali pa 35 let starega fičkota, ne? Na drugi strani imate pa zelo slabega šoferja, ampak on upravlja pa s Ferrarijem. Boste zelo težko zmagali. Zelo težko. Lahko se vam posreči, kakšen ovinek lepo izpeljete, ne? Ampak na koncu dneva je pri tistem slabem šoferju vse, kar mora narediti, mora pritisniti po plinu in bo avto šel. In to imamo mi v Sloveniji. Mislite na medije, zagotovo? Mislim na medije, ne? Da ni potrebno biti posebej brihten. In ko vi podrobno spremljate različne novice in različne ideje, ki so lansirane v medijski prostor, se dejansko včasih vprašaš, pa kjer bedak bo to kupil? Pa se kupi, ne? A si vi lahko predstavljate, da danes po 3 letih vladanja, da še vedno podpira, ne vem, 20% ali pa še več podpira to vlado, ne? Pa vidimo, da življenje ni boljše. Pa vidimo, da so te očitki so zelo na mestu, ne? To ni zdaj samo moja neka osebna frustracija, ampak vlada, ki ima pravzaprav skoraj praktično, praktično že ustavno večino, ne uspe speljati ene reforme, tako kot bi se šlo, ampak gre samo za prerazporeditev nekih sredstev, nekih vplivov, nekih moči, po domač pa je nekega zlatega padala za nek dan po aprilu leta 26, recimo, če bojo redne volitve, ne? Potem je to precej. Sicer bo to pa je v drugem mandatu, pravijo, ne? Ja, absolutno. A veste, kaj bo pa v drugem mandatu? Takrat boste pa slišali, da so toliko dobri, da gremo v 3. mandat. Kaj pa? Ne? Sej, če ne znaš nič delati, potem se pa zgovarjaš na neko svetlo prihodnost. Ne? Tisti, ki pa znajo delati, ne? Tisti delajo pa danes, tukaj in zdaj. Ne? In ustvarjajo to prihodnost. Ne? Tako da, tako no. No, ravno mediji, ne? Vemo, koliko afer je bilo na zadnje, recimo ta afera
karikador letovanja goloba pri Tomažu Subotiću. Ne? V bistvu prav tu se vidi, da mediji niso striktni oziroma nekako ne pozovejo politika v takšnem primeru, da bi resnično moral odstopiti. Tukaj so precej različni vatli, spomnimo se, kako je bilo v preteklosti, ne? Tukaj pa nekako zagovarjajo predsednika vlade, češ ni bilo nič, le SD je nekoliko bolj kritična bila v tem smislu, morda tudi zaradi lastnih izkušenj na njihov račun, ali gre morda tukaj že za tako imenovane igrice, kajti volitve se nenazadnje tudi približujejo. Ma veste, kako je s temi volitvami? Ne? Volitve se približujejo od prvega dne po volitvah. To se pravi, vse je ves čas igra za nove volitve. Včasih smo rekli, saj prvih 100 dni naj bi bil mir. Janševa vlada tudi teh 100 dni ni imela mir. Tako da je pa res, ne, da gledajte, če vas, recimo primer je ta simpatična zgodba z, to se pravi, Urško Klakočar Zupančič pa Borom Zuljanom. Ne. Mislim, v neki Ameriki ali pa v neki, dajmo reči, medijsko razvitem okolju je to tako zanimiva informacija, da bi novinari taborili najprej v Državnem zboru pred njeno pisarno do 6. zjutraj, potem pa pred njenim domom, pa verjetno pred Zuljanovim domom, pa zgodil bi se zraven še en kup stvari, ki mogoče pa res bolj, da se ne zgodijo, bi recimo tudi njegovo hčerko vlačilo okrog mediji, pa vse tiste stvari, kar potegne za seboj takšna zgodba. Kaj se je zgodilo pa pri nas? Ne? Iskreno, fino se nam zdi, ker je Mahnič včeraj rekel, ne, da se je čez polnoč počuti tako, kot se je bolj Zuljan v Državnem zboru. Ne? Luštno, ne? Ampak a si vi lahko predstavljate, da pač si nekdo prepelje svojega ljubimca noter v Državni zbor, ne? In da pač ne pride on samo na kavo. Ne? In vse te zgodbe, ki grejo, teh zgodb je kakor hočete in te zgodbe prihajajo od ljudi, ki so zelo blizu, ki niso tako dobro namerni, kot recimo bi Urška Klakočar Zupančič mislila o teh svojih kolegih in kolegicah. Ne? In to bi bila velika zgodba v tujini. Ne? In ko imaš vsak dan, 24 ur na dan, mikrofon pred usti, zakaj to, zakaj tisto, zakaj tretje, enako velja za karikador. Ne? Na neki točki kloneš. In to je tisto, kar je ta moč medijev. Če pa tega ni, potem se pa vsi skupaj malo hihitamo, na desni rečemo, klinc, sej ta levi nič ne poročajo, ta levi pa rečejo, ja, sej to so pa naši, ne, sej to ni taka stvar. Pa kaj, če sta se malo žgala, ne? Mislim, ne? Sej to je pa ja človeško, ne? Ali pa da je šel on k svojemu prijatelju. To pa res ni nič tazga. Ne? Tiste 3 vikendi so približno enega jurja. Ne? In jaz verjamem, da nihče ni tega delal zaradi tistega enega jurja, kakor bi rekli temu. Ne? Ampak gre za to, da smo mi, kakor se reče stujko, buddy, prijatelji, kolegi, mi smo skupaj, ne? Mi smo tako, eni z drugima, ne? Kdo nam pa kaj more, pač seveda prita, ne, ni problema. Ne. Pravi odnos se je pokazal, ko je ta asistentka od Tine Gaber prosila, če lahko Tina Gaber pride za eno noč tja. Ne bom rekel, kaj si je mislil ta podjetnik, ne, Subotić, ki je dobil tist, pa je rekel, ko pa te ona tam sama delala tisto noč, ne, mislim. Ne bom špekuliral s tem, ampak a veste, kako nizko morate vi biti, da pri vseh milijonih in denarju, ki se preliva okrog njih, da se spuščate na tak nivo. To je, bom rekel, pravo vprašanje še za kakšno bolj resno psihoanalizo, ne da se malo hihitamo v vsem tem. Ne. Ampak to je neka struktura, neka naravnanost, ki nam ta trenutek vlada. In če vi pomislite, da 30% ljudi v državi to podpira, pa naslednjih, ne vem,
10% podpira recimo nekega Hana, ki je ves čas nedolžen, on je tako pošten in tako v redu, razen da so tisto Litijsko pa vse skupaj odpeljali, mislim, se zgodi, a ne, šlok pa je šlo par 10 milijonov odkole, ne. A si vi lahko predstavljate, da jaz kot direktor podpišem pogodbo in ko mi reče, ukradel si, jaz rečem, to ni res, to je moja asistentka napisala. In jo dejansko preganjajo. In zdaj, kakor jaz vem, so 4 obtoženi v tej zgodbi z Litijsko. Kje je pravosodna ministrica, kje je finančni minister? Pa ona dva sta. A vi veste, da po slovenski zakonodaji, da je minister neposredno odgovoren za, to se pravi, nimaste nekih teles, to se pravi odločevalskih teles in tako naprej. Minister je s svojim imenom, priimkom tisti, ki je podpisan pod pogodbo. Vam lahko strokovne službe pripravljajo pa tako naprej, ampak na koncu je minister tisti, ki podpiše. Jaz sem bil nekoč direktor Emone obale, veste, kaj je bila nočna mora? Da sem jaz vsak dan dobil takle pok faktur, kjer je bil moj ime pa priimek gor na tej fakturi od spodaj. Mi smo pač bili kar, mogoče se spomne kdo od tega podjetja Emona obala Koper. Mi smo imeli kar veliko vsak dan prodaj narejenih. A veste, da jaz nisem upal ene fakture podpisati, so rekli, zakaj si pa ene štimpilke ne naštimaš. Zjutraj pač pri kavi, ko sem jaz prišel, tisto kavo, ki bi jo drugače, ne vem, kako spil, sem jaz pač tiste fakture podpisal, zato tega sem hotel vedeti. Če me bo kdaj kdo lovil, kaj sem podpisal, zato tega tam, vi pa merno 7 milijonov pelete z proračuna. Pa se malo se gledamo, malo se sprašujemo in novinarji ne tiščijo mikrofona pred, to se pravi, obraze teh ljudi, ki očitno nimajo več niti obrazov. Ne vem, kaj. Če pa že dajo mikrofon, se pa predsednik vlade umakne in noče odgovarjati in spet smo tam. Spet bi morali mediji pritiskati, dokler. Vse smo imeli, zdaj v kratkem smo imeli, včeraj smo imeli ta primer, ko je Manica Janažič Ambrožič iz TV Slovenija imela pogovor z Robertom Golobom in na isto vprašanje, katerega je on odgovoril pred volitvami, ali boste odstopili, če bo KPK dokazal, da ste kršili, je takrat rekel da, kaj je rekel zdaj? Jaz nisem prišel, zato sem. Mislim, okej. In je šlo mirno naprej in ona je mirno tam sedela pač kot, dajmo reči, ena poslušna gospa in je šel pogovor naprej. In mi smo vsi zgroženi v bistvu neko podvprašanje ali nekaj ustraja, mirno gre stvari naprej. Tako da je to. Ja, zadnje volitve, ne samo zadnjih nekaj volitev je bilo v znamenju novih obrazov, pa recimo v zadnjem času, na zadnjih volitvah je bila zelo udarna anti-Janša propaganda. Zdaj smo slišali, da ne bomo več imeli novih obrazov, vsaj če lahko verjamemo bivšemu predsedniku Milanu Kučanu, ki naj bi že izbral novega kandidata, Prebiliča, pravi, da je to že uveljavljen politik. Pa me zanima, ali bodo vendarle še vedno nadaljevali s to anti-Janša propagando, ki je doslej bila zelo učinkovita. Ja, vi imate vsaj dva momenta. Eno je v bistvu ta anti-Janša propaganda je zelo učinkovita. Zelo je učinkovita in se mi zdi, da bi vsak normalen strateg proti to izrabil, zakaj pa ne? Sej pač tako kot uporabiš strah pred kačo ali pa pred ne vem čem in je dosti učinkovito, ali pa včasih smo rekli, če pa nož pridem, te bo pa policaj odpeljal, pa je kar bilo učinkovito. To je en moment, na drugi strani imate pa Prebiliča, ki je pa, jaz bi rekel tako, on je imel to smolo ali pa srečo, ali pa ne vem kaj, da je bil večna rezerva. Vedno je bil rezerva za nekaj. Zakaj pa je bil tako dober kot rezerva? Zato, ker je en tak prav možakar, ki bi ga vsaka mama imela rada za svojega zeta. Neškodljiv, prijazen, saj tudi ve stvari, tako. Zdaj, vsi tisti, ki si želimo nekoliko bolj odločne,
pristope v politiki verjetno ne bo prebilič neka naša intimna izbira. Ne. Tako da, ampak je pa realna možnost, ne. In tukaj je, zagotovo je tukaj kar nekaj ljudi, ki se pojavljajo ta trenutek, ne, v tej sredini, ki so, za katere bo v bistvu na nek način pa pomembno izrabljati to anti-Janša propagando, ne, zato, da bojo prišli nekako skozi sito. Jaz moram reči, da sem bil kar vesel, no, ko sem videl zdaj ta zadnji Vox Populi, mislim, da je bil, kjer je tudi Logarju pokazali, da bi lahko osvojil en resen delež za vstop v državni zbor, ne. Ker žal smo še precej daleč, recimo to je mogoče 15 let, ne, da bo ta mlada generacija politikov, ki ta trenutek, ki se začenja uveljavljati, lahko prevzela vajeti. Ne. In do takrat bo še zelo zanimivo. No. Se mi zdi to dogajanje. Roko na srce, kaj strašno veliko alternativ pa tudi ni. Ne. Tako da vi danes, ko pogledate po političnem prostoru, imate, pustimo mi zdaj novi, stari obrazi, vsega skupaj imate 10 obrazov. Ne. Res je, smo majhna država, ne, ampak imate 10 obrazov. Ne. In znotraj tega je to. Kakorkoli, ali pa da ne bo 10, ne, pa rečemo 25, ne, ampak še zmeraj je to samo 25, nas je tukaj le, bom rekel, za ene, kaj ne rečem, najmanj za 4 ali pa 6 takih bazenov, ne, nas samo tukaj noter sedi, ne. In saj veste, vsi ti ljudje morajo priti do kamer, morajo priti do medijev, morajo priti do ljudi, nagovarjati in tako naprej, in je ta zadeva lahko zelo zahtevna. Kakšne možnosti pripisujete desnemu polu, da bi vendarle na naslednjih volitvah zmagal? Vemo, tudi desnica nekako ni enotna, ne deluje enotno. To, kar je na koncu konca uspelo, recimo Levici na prejšnjih volitvah, ko so se tudi za voljo tega, da so potem stranke propadle, združili in nekako skupnimi močmi šli proti Janši. Veste, ta enotnost Levice je mogoče bolj mitološka, kot je v resnici, tako jaz vidim. Ne. Ja, na koncu pride do neke združitve pred volitvami. In zato jaz trdno verjamem, da bo tudi na desnem polu prišlo do neke združitve, vsaj okrog temeljnih idej, predvsem pa, dajmo reči, nenapadanja. Dokler pa nismo mi vsaj 3 mesece pred volitvami, je pa to napadanje pravzaprav normalno. Se recimo, rekel, volivci SDS se morajo nekako, kako bi rekel, identificirati ali pa od nekako, dajmo reči, razmejiti, od volivcev recimo NSI, ali pa recimo zdaj imamo to novo zgodbo recimo z demokrati. Je to medsebojno napadanje in tako naprej, jaz mislim, da jaz nisem vesel, ko se recimo, ne vem, bom kar konkretno, ko se, ne vem, Janša pa Tonin med sabo dajeta po omrežju in tako naprej, nisem prav srečen, recimo, ne. Pa si mislim, je to dobro ali to ni, ne, ampak v skupnem pač ima vsak nagovarja nek svoj bazen volivcev in je pač tako, kot je, ne. Ko pa se ta, kako bi rekel, ta steza, ko letalo pristaja pred volitvami, ko se dotakne recimo 3 mesece pred volitvami, to se pravi, ko se kolesa dotaknejo steze in se počasi letalo pelje proti volitvam, takrat pa bomo, jaz mislim, da bolj priča tem poenotenju, pa nekako temu občutku za celoten pol, ker je zelo pomembno, da sploh gremo na volitve, in potem seveda, da damo glas tistemu, ki želimo. Ker recimo Ljubljana je tak tipičen primer, kjer zakaj Janković tako z lahkoto v bistvu nekako zmaguje. Preprosto zato, ker njegovi zvesti volivci pridejo, vsi ostali pa ne pridejo na volitve. In je sama kvota takšna, zato je za nas zelo pomembno, da grejo ljudje vseh, bom rekel, barv ali pa vseh nazorov, da grejo na volitve in da se tam dejansko potem največja nevarnost je v resnici to, saj so vsi isti, to pa ne vse skupaj nič. To je v resnici največja nevarnost.
Zato, ker prvič niso vsi isti, ne, in če hočeš ločiti enega od drugega, se moraš vsaj malo pozanimati. In drugič pa zato, ker je potrebno nek kvorum, to se pravi neko kvoto zagotoviti, da ljudje lahko sploh zmagajo. Tako kot je zdaj pomembno, ne, za ta referendum, da pač pride na volitev, mislim, da je 330.000 ljudi, mislim, da je kvorum, ne, ali tako nekako. Ne. Ker brez tega bo šlo vse skupaj k vragu. Ne. Če bo pacifizacija dovolj močna, to mislim. Ne. In je, ker večina niti dobro ne razume, ne, je to pozivanje k bojkotu, je v resnici pozivanje k to se pravi rušenju demokracije v samem temelju. Ne. Ker demokracija sama po sebi je pač odločanje, ne, ljudsko odločanje. In potem ti pozivaš k bojkotu, ne, in s tem, ko pozivaš k bojkotu, ti v bistvu izražaš mnenje, kaj naj ljudje naredijo. Ne. To se pravi, naj bojo proti predlagateljem, kar pomeni, da morajo naravno, če že pridejo, obkrožiti za. Ti v bistvu se zgovarjaš na bojkot, v resnici pa izvajaš kampanjo. Se ravno to je zanimivo, ne? Vemo, da je referendum nekaj najbolj demokratičnega. Tukaj, kot ste dejali, ljudje odločajo o tem, kaj bo in kaj ne bo, in zdajle pač koalicija nekako poziva k bojkotu. Menite, da se bojijo poraza ali želijo zgolj nekako dati vedeti, nimate kaj odločati o tem, to je naša stvar, skratka, kdo je tukaj močnejši? Ja, predvsem se bojijo tega, kar je bilo že večkrat rečeno, ne, da udeležba ali pa, dajmo reči, zmaga na referendumu predlagateljev, to se pravi vseh tistih, ki bojo obkrožili proti, bo v bistvu nek izkaz sentimenta, ne, in bo ali bo potrdilo ali pa zavrnilo to, kar javnomnenjske ankete nekako kažejo, da je relativno majhen odstotek ljudi zadovoljen s to vlado, in tako naprej. Ne. Da je to bolj ta na eni strani katalizator, na drugi strani pa seveda je strah. Ne. Seveda je strah. Jaz mislim, da bi vsakdo ta trenutek, ki vlada, ne, bi ga moralo biti strah tega, ne, da bi prišlo do množične udeležbe, do množičnega v bistvu nekako tega upora ali pa revolta, če hočete, ne, da se pokaže, da nekaj ni v redu s to smerjo, v katero se gre. Ne. Na koncu dneva tisti argumenti o tem, koliko teh pokojnin, pa koliko ne teh pokojnin in tako naprej, so, mislim, da večina med nami sploh dobro ne razume tega, po starem izračunu, po novem izračunu, koliko tega je v bistvu težko to slediti. Ne. Gre se bolj za prekinitev z neko ideologijo, ki si mirno jemlje za, kako bi rekel, za last upravljati, s tem pa deliti tam neke, kaj ne rečem, nagrade ali pa privilegije. Ne. Jaz bi zelo rad videl kakšen privilegij, ki bi ga dobil recimo, ne vem, kakšen kmet za vztrajno dobro letino, ne vem, zadnjih 50 let, ne, pa da bi dobil neko nagrado kmetijske zbornice, ne, in na koncu še nek privilegij pokojnine. Ampak ne vem zakaj, odkje je recimo kulturnik iz tega ven toliko, ampak to je, se pravi, to je moje osebno mnenje, no, okrog tega. Tako da... Predvsem je pa tukaj zanimivo, kdo bo odločal o tem. Ne? Tukaj so komisije, za katero vse aktualno vidimo, da ni apolitična. Ne? Ja. In na koncu koncev tudi zakaj črpati iz pokojninske blagajne, ker gre tukaj za neke posebne dosežke, ki jih lahko nagradi že tudi recimo preko Prešernove nagrade ali nekih drugih nagrad. Ja, veste, vse te blagajne so res nekaj zanimivega. Ne? Kako si jih nekdo lasti v sistemu. Recimo taka luštna stvar je ta zdravstvena blagajna. Ne? A veste, mislim, zdaj jaz nisem nek strašen strokovnjak za sistem, ne? Ampak, gledajte, če mi lahko čakalne vrste praktično skrajšamo v enem dnevu.
Zelo preprosto, samo Zavod za zdravstveno zavarovanje mora plačati vse tisto, kar se zahteva to se pravi za vse posege. In to je vse. Se je logično, da mora priti do vrste, če imate vi na leto 130 pacientov, blagajna je pa rekla, mi bomo plačali samo 100. Ja, kje pa je teh 30? Ja, naslednje leto se prenese. In naslednje leto imate spet samo 100, ampak vi imate že 60 ljudi, ki čaka. In tako vi lepo, to se pravi, tlačite nekaj, kar je nelogično. Če jaz plačujem za zdravstveno zavarovanje in ne dobim storitve, je nekaj narobe s samim sistemom. Kar pomeni, da je potem greste pa vi na Hrvaško, recimo, ne vem, operirati zob ali ne vem kaj pač, tisto vam pa plača. In potem pa razum, če lahko razumeš. Jaz sem sodeloval na parih okroglih mizah, prav okrog te problematike, kjer so se javljali slovenski strokovnjaki iz sveta in so pač razlagali v bistvu, kako so sistemi drugje narejeni na to temo in bi zelo zanimivo. Recimo, meni je bil strašno všeč francoski sistem, kjer je popolnoma irelevantno, kdo kam greš. Denar sledi tebi kot pacientu in to je to. Zdaj, ali te zasebnik, ali te država, ali te ne vem kakšna zdravnik, ki ima licenco, da se razumemo, te potem s tem upravljajo, pa je to potem irelevantno, recimo. In razumem, da se ne da, tako kot imajo Nemci, nimajo cestnin, pa v Sloveniji jih imamo, pa imamo mi vinjete, pa imajo Italijani cestnine za plačati, recimo, in tako naprej. Vse ima neko zgodovinsko tudi ozadje, ampak tam, kjer pa lahko rešimo, je pa druga stvar, potem pa gre za nadzor nad blagajno. Kdo upravlja s to blagajno, kdo upravlja s tem denarjem in ne smemo pozabiti, najpomembnejši del, kdo je financiran iz teh blagajn izven pacientov, recimo. Kdo so vsi tisti famozni strici in tako naprej, ki žal obstajajo. Kakorkoli obrne, pa žilne opornice, pa vse to, kar smo se naposlušali v zadnjih letih. Vse to obstaja. Včasih, če človek pomisli, pa saj to ne more biti res. Ampak je res. Res je. Če kdo misli, da kakšne jahte tam, kar same od sebe preplujejo v lastništvo koga od lokalnih, dajmo reči, veljakov, potem pa se mot. Se bi verjetno, koliko nas je tukaj, ne vem, 200 bi bilo kar fajn med 200 jaht še zraven, za vsakega po kakšno, spotom, ampak. V bistvu cilj je najbrž, da v blagajni zdravstveni ostane čim več denarja, ta je potem namenjen investicijam, tam pa je seveda mogoče marsikaj, tam si pa potem lahko delijo. In to je verjetno tudi zaradi tega v bistvu se ne plačuje toliko teh zdravstvenih storitev, da potem čim več ostane. Mogoče. Veste, moje izkušnje kaže nekoliko drugače vse skupaj. V javni upravi je en tak zelo zanimiv moment, da v bistvu imaš vsaj dva elementa sta zelo pomembna. Prvič, plača bo zagotovo. A si ti naredil ali nisi naredil. To ne pomeni, da delajo v javni upravi slabi ljudje. To ne pomeni to. Samo zakonitosti so drugačne. In ena od teh zakonitosti je, da je na koncu leta potrebno proračun sčistiti. Tudi če si prej šparal, je takrat potrebno, ne vem kam vse, neke projekte ali nekaj treba pospraviti. Zdaj, zakaj to ne moreš prenesti? Preprosto zato, ker se bo vlada zamenjala, ker se bo šef zamenjal, karkoli in tega ne bo nikoli. In ko to vse skupaj vpleteš in potem vpleteš še z volitvami in še s temi menjavami ljudi in potem pridemo še do problema Slovenije, kjer nimaš kadra. Veste, pač ne vem, recimo SDS ima določen bazen kadrov, Nova Slovenija ima določen nabor kadrov, SD ima določen nabor kadrov. Ampak teh kadrov ni v nedogled. Ljudje mislijo, pa zaposliš drugega. Ja, nič ga ne zaposliš drugega. Moja izkušnja z vladanjem je približno takšna, da v resnici ne vlada ne premier,
pa ne njegovi sekretarji. A veste, kdo vlada? Šele tretji ešalon. To so profesionalni ljudje, ki so različni direktori, direktoratov, ne vem, to se pravi profesionalni uradniki. In na njih pravzaprav stoji, na njihovih hrbtih stoji država. Ne? In problem te strukture je pa v tem, da prvič ne dopušča sprememb in druga stran je pa dobra, ne dopušča niti propada. In potem lahko pridajo ljudje ala, recimo ta trenutek imamo lep dokaz Svobodo, ker nima kadrov, prepelje neke ljudi iz enega železarja, iz Prage, pustimo mi to, da je milijonar, ampak kaj on dela kot predsednik nadzornega sveta v neki bolnici, jaz tudi res ne vem. Ne? Razen to, da je verjetno v bolnici veliko železnih stvari. Potem pač iz genija, od vse povsod, pripeleš ljudi, se jih moraš od nekje pripeljati, moraš pripeljati tudi ljudi, ki jim zaupaš. Ampak je to dobro za državo? Tukaj pa mi lahko razpravljamo. Če so bili prej zelo dobri, je vprašanje, če bo tako dobri tudi naprej, razen to, da so poslušni. Tako da je to. No. Ja, zdaj čas nas nekako že kar prehiteva. Še eno vprašanje bi vam vseeno postavil nekoliko lahkotnejše, glede na to, da ste strokovnjak za komuniciranje. Kako ocenjujete recimo sposobnost komuniciranja, retoriko, nenazadnje karizmo slovenskih politikov, kateri bi recimo izstopali? Kakšno je vaše mnenje? Ja, predvsem, kadar jaz gledam politični prostor, jaz delim nekako politike na državnike, pa na vse ostale. In jaz moram reči, da ker je naravno zdaj vprašanje, kdo so te državniki, pa bom dva izpostavil, med njimi, ki sta tako, samo tako, da dobite občutek, o čem govorim, zagotovo je tukaj recimo Borut Pahor, pa recimo Janez Janša. To so pač državniki, to so ljudje, recimo ne vem, koliko ljudi je bilo sposobnih v tistem trenutku, ko se je začel ta šmoran v Ukrajini, se usesti na vlak pa iti tja. To pač moraš imeti nek, in on je, recimo Janez Janša, takrat pač omenil, tako je treba zapreti zračen prostor. Mi danes po tolikih letih, koliko je zdaj, 3 leta ali koliko časa zdaj že ta vojna traja, so prišli neke ambicije, da bi bilo pa res fajn ta zračen prostor. Dajte povedati, kako bi bilo to fino tistim otrokom, ki so ostali brez staršev ali pa v razbitih šolah ali pa pač vse te tragedije, ki so se v teh 3 letih zgodile. To je neko državništvo. Recimo jaz precej pozorno spremljam ta trenutek napore Boruta Pahorja, zato Balkan, pa ta iniciativa in tako naprej. To so zelo zanimive zgodbe. Mi radi sicer rečemo, da bi šli radi stran od Balkana, ampak to zato, ker nočemo biti preplavljeni, bom rekel, jaz pravim s tem srbijanskim nekimi velikimi idejami. Drugače pa je to pač nek prostor, kjer pač mi vsi skupaj živimo in delujemo. Kakorkoli obrnem k temu, da jaz Slovenijo nerad tlačam v Balkan. Kot tak, zaradi tega, ker ima za marsikoga med nami Balkan prizvok še marsičesa drugega. Ne samo geografsko lego. Tako da vsi ostali, ali pa dajmo reči, ne vsi, ampak potem imate pa en kup teh politikov, katerih redki jemljajo politični prostor kot, recimo, prej sem omenil Han. Han je en tak profesionalni politik. Kakšna je razlika med profesionalnim politikom pa politikom turistom? Politik turist pride za 4 leta v politični prostor in mu pravzaprav kaj dosti ni mar, kaj bo za njim ostalo. Bo ostalo pogorišče ali ne bo ostalo pogorišče. Običajno so to kakšni ljudje, ki so bili prej kakšni profesori ali kaj takega in potem pridajo za kakšne ministre ali pa državne sekretarje in potem jih gledamo mi cele dneve po televiziji, kako pametujejo, modrujejo in vse vejo in vse znajo, ko so volitve mimo, grejo nazaj, služba jih je čakala, kaj so vse zafrknili, kaj niso zafrknili.
Več kot očitno, kaj prav dobrega tudi niso naredili, a ne, rečeš, potem, in to je to. A ne. Potem ste pa, se pravi, obstaja pa ena skupina, ne, ki so profesionalni politiki in te bi morali biti pravzaprav edini, ki bi se lahko dokopali ministrskih položajev. Ne. Recimo, evo, dobro, konkretno Matjaž Han, pa ne vem, včeraj tale, kaj je, Vrtovec recimo, ne, pa Cigler Kralj, pa ne vem, sej kar precej potem teh politikov, ne, ki so pa profesionalni politiki. Zakaj je pomembno, da so profesionalni politiki? Ker morajo paziti na svoj ugled. Ker ne smejo lagati. Če pa že lažejo, morajo pa tako lagati, da se jih blato ne prime. To je osnovna veščina politika, ne, da deluje tako, da se ga blato ne prime, ne, ker v daljšem časovnem obdobju se te prime tako ali drugače nekaj. Ne. Jaz imam tako luštno izkušnjo, ko sem začel sodelovati z Janševo vlado, takrat je bilo tisto cepljenje. Ne, bom rekel, jaz sem bil v bistvu povabljen k sodelovanju na UKOM kot zunanji pogled na zadevo, ne, in ker se ukvarjam pač s temi komunikacijskimi stvarmi, po redu, ne, pač boš pomagal tam na teh delovnih telesih, ne, zato da bomo boljše odločitve sprejemali. Ja, naslednji dan sem jaz sebe videl na naslovnici Svet 24. Kakšen bagdadski lopov sem, kdo sem jaz, mislim in kaj in kako. Ne. In hočem samo reči, da ko stopite v ta ring, se vas bo en del blata začel prijemati. Ne morete. Ne? In profesionalni politik je normalno, da je mečkam blaten, no, bom rekel tako. Ne? Ampak ne pa, mora pa ves čas paziti, da ne toliko, da ne bi ga mogli izvoliti naslednjič. Ne? In kar vidite danes, a ne, če pogledate Državni zbor, od tega, da jih enih 20 sploh poznate, ne, sploh veste, ne, kdo so, ne. Potem enih 10-15, zdaj smo jih že spoznali, ker morajo biti, ker jih pač tiščijo pred kamero tako ali drugače. In potem imate neko skupino ljudi, ki pa resno računajo s tem, da bodo tudi izvoljeni v naslednjem mandatu. Težko o njih govorite kot o nekih državnikih, zagotovo pa lahko govorite kot o nekih profesionalnih politikih, katere bi morali v bistvu veliko bolj podpirati, kot jih trenutno, preprosto zato, ker je biti politik, pravzaprav zastopati ljudski glas, bi morali biti nekaj častnega. Ne. In tukaj moram še nekaj povedati, to pa nujno moram vedno povedati. Ne. Jaz sem velik pristaš tega, da imate jasen svoj glas, ne, da niste vse gliharski. Recimo, jaz zelo cenim tiste politike, ki meni ni všeč. Jaz, če bi bilo po moje, bi verjetno že včeraj prepovedal levico. Bom rekel, rušenjem sistema, s temi idejami in tako naprej, ampak to je moje osebno mnenje in ga povem na glas. To ne pomeni, da bom jaz, ne vem, sestavljal sezname, pa da ne vem kaj. Ne. Ampak hočem reči, da je tega premalo, ne. Da jasno pove svoj glas, da vztrajaš na svojem stališču, ne, in da če treba, da se tudi boriš za tisti svoj glas. Saj, če tega ne bi bilo, žal, te Slovenije ne bi bilo. Zelo preprost. Ne. Na neki točki je pač to okolje stopilo skupaj in izrabilo ne nazadnje tudi ta zgodovinski trenutek in smo speljali nekaj, na kar se bomo lahko še dolgo časa trkali po prsih. Ne. Je pa zagotovo res, da pa, kar pa nismo predvideli, je pa, da je toliko v bistvu nekako pritlehnih barab med nami, ki so se prešvercali, če rečem temu, iz prejšnjega sistema v ta nov sistem in zdaj poskušajo spet vzpostaviti star sistem. Ne. In zaradi tega je potrebno biti, ne nazadnje, kot jaz rečem, tudi malo aktivističen, pa jasno artikulirati tisto, kar mislimo, da je prav. Tako, z moje strani hvala, ker vidim, da je ura že 9:20, bi pa dal besedo še vam, da lahko karkoli vprašate, če ima kdo kakšno vprašanje.
Pa bi prosil res, če lahko vprašate, da bo čim več vas lahko prišlo na vrsto. Eno kratko vprašanje, ker se dosti družim, mislim, s temi, ki imajo bolj konzervativne poglede, torej z desničarji, ker itak smo se tako razdelili, da praktično z levičarji tudi v ožjem sorodstvenem krogu in malo prej ne moreš več komunicirati. Ker so brez argumentov in potem se razburjajo in odidejo in smo vsi enaki, ne? Ampak to bi vas glede Janše vprašala. Glede na to, da tudi med mojimi kolegi, desničarji, jih veliko pravi, da je Janša odbojen in da bi mogli tukaj nekaj narediti. Da je to razlog, da desnica ne zmaga. Jaz sem svoje mnenje, bi želela pa vaše. Ja, zdaj... Odbojen, ja? Ja, kar se tiče te odbojnosti, ne, in tega je, veste, ne vem, kako ne rečem, Janez Janša. In hvala Bogu, da je. Ne? Toliko trpljenja in toliko vsega, kot je v bistvu se na njegovem hrbtu nekako razvilo v tem času, to se pravi enkrat z ene strani, enkrat z druge strani, enkrat z tretje strani, je v bistvu včasih kar težko razumeti. Ne? Zdaj, še, recimo, se smo zdaj videli tole, kar je bilo v Celju, recimo, in tako naprej. Ne? Veste, najlažji element za aktivacijo ljudi je vedno zunanji sovražnik. In mi lahko razpravljamo, ne, o stanju intelekta ljudi, ki kupujejo te zgodbe o princu teme in kurjenje tistih mask in tako naprej. Ne. Ampak na drugi strani je pa tako, ne. Če mislite, da boste vsem všeč, potem se pač motite. Vedno obstaja neko število ljudi, katerim nisi všeč. In iz tega naslova jaz nisem velik pristaš tega, da bi karkoli spreminjal. Jaz mislim, da je naravni tok bo popeljal recimo korak naprej v smislu konkretno, no, če govorimo glede Janeza Janše, da prihaja novi politiki, prihaja podmladek, neke zgodbe se bojo počasi, ali s temi volitvami, naslednjimi volitvami, kakorkoli, ne, se bojo počasi izpele in to je tisto, kar rečemo stoji kot zeitgeist. Ne. To se pravi, to je nek duh časa. Nek duh časa in jaz recimo strašno pozdravljam. Edina stvar, kar bi pri Janezu Janši konkretno spremenil, je pa, da bi se on večkrat nasmehnil pred kamero. Evo, iskreno. Ne? To, da bi se večkrat nasmehnil, ker vsi tisti, ki smo ga imeli priložnost v živo spoznati, smo ugotovili, da je izjemno prijeten, prijazen, topel, bom rekel, popolnoma nekaj drugega od tistega, kar poskuša ves čas mediji nekako vsiljevati to sliko, ne? Pa nisem tukaj v neki vlogi odvetnika, karkoli Janeza Janše, ampak to je edina stvar, kar bi mogoče še dodal, da bi se mogoče kdaj večkrat nasmehnil, ne? Da bi to svojo, bom rekel, en del te naravne, tega naravnanosti do življenja, ne? Da bi nekoliko bolj pokazal. Ker je pa lahko razumljivo, ne, da ko si ves čas napaden, kamorkoli prideš, se nekdo zaletava vate, da je težko. Enostavno je težko. Ne. V teoriji je sicer fino, ja, moraš biti nasmejan, moraš biti tak, drugačen in tako naprej. V praksi je pa, veste, če stopite, pa imate tam en kup nekih sovražnih ljudi, predvsem novinarjev, kjer moraš ves čas nekaj paziti, pa kaj se bo iztrvalo iz konteksta in tako naprej. Ni tako lahko. No. Tako da, če me vprašate, če obstaja kakšna čudežna palčka, zelo težko. Ne. Zelo težko. Razen to, da se
naslednji dan po volitvah takoj zruši RTV in naredi, gremo po grškem scenariju, vse ostalo bo zelo težko. Zelo preprosto. Ni. Ima še kdo vprašanje? Dober večer. Se vam predstavim na kratko. Predsednik VSO Brda Števerjan Gorica. Tisti, ki sem zdaj pred 2 dnevi odprto pismo pisal organizatorju te proslave, ki bojo imeli v Medani oziroma v tisti jami, in sem izrazil neprimernost, da je glavni govornik tega gospod Janković. Mene samo zanima, glede na vse, jaz pač ne bom to širil, kaj vse je, jaz sem tisti, ki sem pač čutil dolžnost, da sem na to vabilo oziroma na te organizatorje napisal o neprimernosti glavnega govornika. Dejstvo od vas, glede na to, da so že imeli izbrano eno zgodovinarko, je pa politika pritisnjena, da Janković mora nastopati na tej komemoraciji, pa čeprav mislim, zakaj komemoracija, ker mislim, da tam nobeden ni umrl. Vendar jaz sem organizatorjem postavil vprašanje in vi kot analitik, kakšno sporočilo nam dajejo to, da zahtevajo, da bo Janković glavni govornik. Hvala. Ja, gledajte, sporočilo je, jaz mislim, da je zelo jasno. Ne? Potrebno je povedati, kdo vodi igro. In iz tega naslova je sporočilo relativno jasno. Je pa res, ne, da morate se zavedati, da simbolika je veliko močnejša, kot jo nekako nasplošno simbolika v naših življenjih je bistveno močnejša, kot mi radi to priznamo. Ne? A veste, če mi, vse imamo tako luštno simboliko, tako kot je bilo na začetku rečeno, ne? Mi smo na ulici Edvarda Kardelja, tamle Kidričeva, tamle nas gleda Tito iz Sabotina in tako naprej. A ne? Ko vi potegnete črto, ste dobesedno v ideološki kopeli. Tako kot greste, ne, danes je popularno iti na gonge, recimo, ne? Vi greste na jogo ali pač na nek tako srečanje in tam se prepustite tej vibraciji, ne? In vas prežema in vi postanete, ne vem, boljši, takšni, drugačni. Ne? A si vi predstavljate, da vi ste ves čas v kopeli neke ideološke forme, iz katere vi ne morete ven, in če že mislite, da greste ven, pa pošljamo našega tja, zato da veste, kdo je šef. Ne? Tako da to je v bistvu to simbolno sporočilo je izjemno močno. Ne? Saj, ja, veste, da gre neka Asta Vrečko na Čebine, kaj me briga, kaj je ona hod na sprehod na tiste Čebine. Ampak pomembno je, ko jo imate v vseh medijih, kako je bila ona na Čebinah. Ne? To je, ne, gre za, bom rekel, jasno komunikacijo, kdo obvladuje ta prostor. Veste, to je približno tako, kot imate vi, recimo, da ste podjetnik in imate 10 trgovin. Pa vi morate v te trgovine se prideti pokazati. Tudi če so vsi tam noter pridni, pa vi se morate, zakaj? Zato, da se ve, kdo je šef. Pa včasih morate malo po mizi udariti, tudi če je več ali manj vse v redu. Zato, da se ve, kdo je šef. Da ne pride komu prehitro kaj na pamet, da bi se ena trgovina odcepila, da bi tam postavili svojega poslovodja. Ne, šef bo povedal, kdo bo poslovodja. Poskušam večkrat s prispodobo to moč simbolike, ki mora biti ves čas v ozadju. Zato je recimo meni zelo pomembno, jaz si želim, da bo nekoč dan, tako kot v Ameriki, kjer vam ameriške zastave visijo z vsake hiše. To je toliko kičast, pojdite na Hrvaško, dojenčki v tistih kockastih plenicah hodijo okrog. Ampak gre za to, da se ta simbolni del, v bistvu, da se kako bi rekel, da smo prežeti s tem. In jaz sem zgrožen, še vedno, ko vidim ljudi, ki paradirajo z jugoslovanskimi zastavami okrog in z vsem tem, ja, pišu, ka se je Jugoslavija praktično manj časa že skoraj obstajala, kot Slovenija obstaja, pa že zmeraj ljudje skačajo s tistimi
bom rekel, simboliko okrog. To res težko verjameš. Ne? A si vi predstavljate nekoga, ki bi skakal tukaj z mečem pa z neko čelado iz prve svetovne vojne, pa si bi rekel, da si ti zmešal. Ne? Ampak ne, ljudje skačajo s tistimi titovkami, pa ne vem s čem, kada je. Ne? Gre za to, da pustimo zdaj psihološko, pa ta nostalgija, pa vse to lepo in prav. Ampak to je sporočilna vrednost. Kdo je šef? To se pravi, mogoče je celo sentiment tega komunističnega miljeja počasi popušča in je treba poslati tiste trdoborce prve bojne linije, da pač ponovno dvignejo moralo tistim parim še, ki so ostali v nekem okolju, zato da bodo vladali naprej. Ne. Tako da to... Dobro, v tem primeru, zdaj, ko je on, kaj se lahko naredi? Gremo moč, pa se rastira, greš te avtobuse, ja, nekaj. Če vam povem, kaj bi jaz rad, da bi se naredili, ne bo v redu, ne, ko se snema. Ne. Ja, razen to, glede na to, da smo demokrati, ne, to se pravi, da poskušamo nekako, veste, to je približno tako, veste, to je recimo zelo zanimivo, recimo pri nas pač portal 24, ne, in jaz dobivam dnevno, ne, dobivam različna sporočila o tem, zakaj ste pa objavili to, zakaj ste pa objavili tisto. Ne. A veste, svoboda govora ni samo, dokler časa ljudje govorijo tisto, kar bi ti rad slišal. Ne. Svoboda govora je bistveno širši pojem. Ne. In zaradi tega je v bistvu edina prava pot, je, da se na volitvah pokaže vrata pa nogo tem ljudem. In zelo takrat po volitvah, ne, to je v zadnjem času vedno večkrat, se strinjam tudi malo kot predvolilni del kampanje, ne, ampak je vedno večkrat se pove, ne, po volitvah bomo naredili pa to. Ne, kar pomeni, po volitvah bomo, ne vem, ukinili to, zaprli tisto, zamenjali to in tega nam pa manjka. Ne, ta del nam pa manjka, da se v bistvu, ko leva opcija prevzame oblast, se stvari nekako prilagodijo njim, kot desna, pa se kar računa, da bojo stvari šle kar v dobro vseh. Ne. Ker je bistvena razlika, veste, bistvena razlika, tako kot je sam vidim med levim pa desnim polom, je ravno v tem, ne, da levi pravi, to je za nas, ne, desni pa pravi, to je za nas vse. Ne. In je to lahko potem kar resen izziv, ne, ker se stvari ne spremenijo za nek čas in Slovenija nujno rabi, pač po 30 letih, rabi ponovno neko resetiranje, enostavno. Ne, ker na tak način, kot je zdaj, je v bistvu vedno večji del ljudi nezadovoljen s tem, kar imamo. To je problem. Ne. Ne. Samo en medklic. Koncert od Cece je bil baje razprodan, obnorjen, prebukiran. Koncert od Cece je bil razprodan od... No, zanimivo, no, da ste to izpostavili. Jaz moram reči, da sem v zadnjem času vedno večkrat in vedno bolj presenečen z različnimi dogodki, kjer pridajo slovenski glasbeniki, koliko mladih pride tja. Jaz pač težko komentiram recimo usmeritev nekega Radio Aktual, kjer vrti ne vem koliko ur na dan, toliko, kar je zakonsko možno ves čas, da tisti Oliver Dragojevič že, ne vem, po moje se že v grobu obrača, kaj tokrat tam, pa te razne hrvaške klape in tako naprej. Ne. Ampak je pa res, ne, da, veste, poglejte ta fenomen, recimo, če se vrnem nazaj na zastave, ne, ta fenomen teh velikih slovenskih zastav. Ne. Meni vsakič posebej srce zaigra, ko se peljem po avtocesti, recimo Membranskega ali kaj tiste, ja, mislim, da je, ne, pred Celjem, pred Žalco, ne, pač vsej teh zastav je vedno več, ne. In je, bom rekel zdaj, a veste, da je nek, recimo konkretno, če rečete, ne, v Ljubljani, recimo zdaj je bil par dni nazaj, bil Halid Bešlič, ne.
Halid Bešič bil koncert razprodan v Stožicah, ne. To je 18.000 ljudi, ne. Ampak pomislite malo na to, ne, da je 18.000 ljudi, ali koliko jih gre v Stožice, mislim, da je 18.000 ljudi, je to. Ne. Zdaj, ja, se strinjam. Ne. Zdaj, verjetno bi šli lahko po istem modelu, kar imate verjetno v mislih, kot je bilo za tegale, kaj je ta hrvaški, Thompson, ja. Verjetno imate nekaj takega v mislih, ne. Jaz sam recimo nisem pristaš tega, kljub temu, da ali pa Bora Đorđević, mene bolj boli to, da imajo te ljudje slovenske penzije. Ne, to pa me boli, ne. To, da poje pa tam svoje sanja o bečkih konjušarjih in tako naprej nekaj, ampak ko ima pa slovensko penzijo, to je pa nekaj drugega. Ne. To se pravi, da mu mi vsi plačujemo za nekaj, kar on potem izrablja za to, da, ali pa recimo mene pač recimo strašno motijo te stvari, ki se dogajajo, recimo tisti, ne vem, Mehkiča tam v Rogu v Ljubljani, recimo, to je ta simbolika, ne, na katero moramo v bistvu biti zelo pozorni. Ne. Jaz sem strašno vesel, recimo, ko recimo zastavo, jaz tudi v vsaki možni priliki jo nekako promoviram, ne, ker morate vedeti, ne, da ni omejitev za uporabo slovenske zastave. Nijo. Pogosto se misli, ja, to je za pred občino, med praznik in tako naprej. Nijo. Ne? Zastava, grb in tako naprej. Ne? To je naše in lahko uporabljamo, kolikor nam duša da. Ne? In veste, recimo konkretno te koncerti, ki so recimo, ne vem, dobro, Cece, ne? Ali pa lahko bil tudi Thompson ali karkoli, ne? Veste, to je približno tako, kot so prišli Avstroniki v Nemčijo. Ne? Pač, ne, tam so se Slovenci šli tja na koncert. Ne? Država tega ni prepovedala, v Sloveniji tega ni prepovedala in je pač to žal v mojih mislih sodi v tisti del demokratičnega okolja, kjer pač mi lahko, da mi ni všeč, ampak sobivamo. Ne? Tako da, če je bilo to vprašanje, pa ne vem, ali sem odgovoril ali ne, ali pač komentar. Če lahko dopolnim vprašanje predhodnice in pa tudi poprej izvajanje predhodnika, ali lahko razumemo to tudi na tak način, da se nam dogaja po 35 letih samostojnosti mogoče velika Srbija in da imamo še srečo, da imamo Hrvaško vmes, kar drugače je bliže cvrti. Ja, ja, to je točno to, kar sem jaz prej že omenil, ko sem govoril o vlogi cerkve pa o tej aktivaciji. Ne. Veste, pa potrebno še nekaj vedeti, ne, ker večina v Sloveniji se mi zdi, da nekako spregleda en mali moment. Ne, v Ljubljani, jaz sem recimo Ljubljančan, rojen v Ljubljani, nas pa to precej boli. Ne. Veste, Ljubljana je precej naseljena z prišleki, ne, ljudmi, ki so prišli iz Bosne, Srbije, kakorkoli. Ne. Tudi moj oče je prišel iz Prijedora, iz Bosne, da se razumemo. Ne. Ampak, veste, pravi problem teh prišlekov ni to, da pač, recimo tako, kot je moj oče prišel, pa tukaj delal, ustvaril družino, ne vem, si poskušal zgraditi prihodnost in tako naprej. Ne. Pravi problem, recimo, je to, kar sem jaz doživel, ko smo pred časom bili z družino v Bosni, bili smo v Sarajevo, pač naredili smo eno turnejo in ko smo se vračali skozi Prijedor in tam je pač moja družina so praktično po celem svetu, izbeglice, ne, pred vojno so pobegnili. Ne. In ostal je samo en moj bratranc tam v tem vasi, to je nad Prijedorom, ena vasica, in ta vas, ko vi pridete tja, moram reči, da mi smo pričakovali, da bomo v tej vasici pač videli, ne vem, več, rovte, no, po domač povedano. Ne. Tam pa ste videli nove hiše, urejeno, res lepo, ampak nikogar.
Pred eno hišo je bilo tam pač bratranc, pa tam dve družine, ki so pili kavo, ne, in tako naprej. Ne. Ampak kaj je v teh hišah? Te hiše so vse polno operativne, če vi pridete tja, tako kot da bi prišli v hotel. Wi-Fi, voda, grevanje, vse deluje. To financira ljudje, ki so v tujini. Kar pomeni, da v glavah niso nikoli odšli od tam. Oni si želijo nekoč na stara leta, kot rečemo, se vrniti nazaj. Kar pomeni, da Ljubljana ni njihova intimna opcija. A se razumemo? Zato je vseeno, kje tisti drekovod teče. Ker se bojo oni nekoč vrnili nazaj v Srbijo, Bosno, Hrvaško, kamorkoli. Saj ni važno. Ne? In to je pravi problem. Ne? Da pridemo mi v političnem prostoru do nekih odločitev, ki niso najboljše za ljudi, ki si delajo prihodnost v tem okolju, ampak podpirajo zgolj neko opcijo, ki zadosti njihovim trenutnim potrebam, po službi, po socialni podpori, po zdravstveni oskrbi, in potem jim je pa, kako bi rekel po domače povedano, vseeno, kaj bo, ker se bojo itak vrnili. Kako jih najlažje prepoznate, v Ljubljani to ni problem. Med 5 avtomobili točno vidiš, da sta v tistih 2 avtomobilih, kjer je muzika najglasnejša, so. Ne? In to je v bistvu, to je pravi izziv, ne? Ker ti kot domačin želiš, da so ljudje, da se dobro počutijo, da so integrirani, in kot politik si v bistvu si na tem stališču, da to nekako pripraviš na tak način, politični prostor. Ne? Potem imaš pa strukturo ljudi, katero ne razumeš, kaj sploh v resnici hoče in kako funkcionira. Ne? In zato ima Janković, recimo v tem konkretnem primeru, tako visoko podporo. Ostali pa ne grejo na volitve. In imaš avtomatično, zmagaš z zelo majhnim številom ljudi na volitvah. Ne? Ker tisti so pa šli na volitve, ki rabijo, to se pravi zdravnika, vrtec, ne bom reči, čisto pitno vodo in ne vem kaj še vse te pritikline, ki so. Ne? Tako da je to kar resen izziv. No? Zdaj sem mogoče malo zašel ven iz tistega prvotnega vprašanja, ampak se mi zdi to pomembno tudi za razumevanje sentimenta, znotraj katerega mi bivamo, glede na to, da je pač bivša Jugoslavija, katere Slovenija je pač bila del, bila tudi precej, to se pravi Slovenija kot takšna, precej pod pritiskom ljudi, tudi recimo moj, tako kot sem rekel, ne, tudi moj oče je bil sestavni del teh, bi rekel, tem ekonomskih migracij, ne, ki je po domač povedano šel od doma s trebuhom za kruhom in si pač naredil svet in življenje nekaj druge. Ne. Ampak Slovenija je pač ima visok odstotek tega, ne, in znotraj tega imate to subkulturo, ki je začenja v glavi živeti, da je boljše nekje, kjer so jim starši dopovedali, kjer je njihovo srce. Ne. In zato je to pač resen izziv za katerokoli v bistvu politiko po volitvah. Ne. Ker ta trenutno tega ne nagovarja na tak način, ampak obratno. Ne. Zato imamo pogosto občutek, sam še to stavek, zato imamo pogosto občutek, kako da živimo v neki restauraciji Velike Srbije. Zato, ne. Gospod Edvard Kadič, najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor in seveda upam, da vas bomo še kdaj gostili. Hvala lepa za povabilo. Dve obvestili. 15. maja je naslednji goriški večer z Stanetom Grando, je pa tisti večer bo dan spomina na žrtve komunizma. Lani smo že imeli takega, zdaj bomo imeli tudi letos Stane Granda in še pred 15. pa vabim, da boste šli na referendum in obkrožili proti. Najlepša hvala še enkrat.